Paraplegiki iz vse Slovenije pa te dni dokazujejo, da je lahko invalidnost tudi nov začetek. V Kranjski Gori so se pomerili na pravi smučarski tekmi, le da so se namesto na smučkah po strmini spustili sede v monoskiju. Med njimi tudi vztrajni 10-letnik, ki pravi, da bo nekoč postal olimpijski prvak. Zaradi prometne nesreče pred 5 leti Jernej danes ne more hoditi, a pravi, to me ne bo ustavilo, da ne bi postal profesionalni športnik. Prvič sem prišel lansko leto le na ta tečaj, pa smo pa kupili smučko, pa šli v klub, pa imam zdaj treninge, pa zdaj sem spet prišel. In kaj so tvoje želje? Kaj bi rad dosegel? Olimpijske igre. Izjemno ravnotežje, močan zgornji del telesa in železna volja so 3 ključi do uspeha. Gal Jakič trenira 6 dni na teden po 5 ur na dan. Alpsko smučanje za športnike invalide je definitivno invalidska Formula 1. Gre za najhitrejši šport na vozičkih. Ki dosega tudi 100 km/h. Vožnja sede po eni smučki je tako zasvajajoča, da je celo zapriseženi Dalmatinec morje zamenjal za sneg. Nisam nikad bio na snijegu od kad sam bio klinac, ali sam nastradao sa 16 godina. Nisam ni mislio da ću ikad biti na snijegu. I onda kad su mi djeca počela skijati, sam rekao idem ja probat. Pa to je otkriće života, evo. Kljub izjemni volji pa nekaterih preprek ne morejo premagati sami. Zato so tu delovni terapevti, edini celostno usposobljeni za delo s paraplegiki. Delovni terapevti pomagajo pri transportu iz vozička v monoski, pri premagovanju arhitektonskih barijer, ki so tukaj na smučišču. In včasih celo delajo čudeže, pravi Jože Globokar. Zaradi njih je danes spet smučal. To je neverjeten. Jaz sem popolnoma nepokreten, brez ravnotežja in po 42 letih spet enkrat na snegu, se ne moram povedati. Po sončnem dnevu na smučeh so si tako vsi sodelujoči edini. Kjer je volja, je pot. Ovire so zgolj v glavi. Res je.